Še več, za vse tiste, ki nenehno tarnete, da so hibridi sicer zakon, ampak občutno predragi, imajo Japonci odgovor, v bistvu dva odgovora. Prvi je novi hibridni Auris, ki je v primerjavi s podobno zmogljivim dizelskim Aurisem cenovno zelo konkurenčen, drugi pa je še cenejši Yaris. Tole res, da ni avtomobil za vse tiste, ki pri novem modelu gledate najcenejše različice in vas cenovno odstopanje navzgor ne zanima kaj dosti, je pa lahko odlična alternativa za vse tiste, ki bi imeli malčka, katerekoli znamke, mu dodali samodejni menjalnik, parkirno kamero in še kakšen drug kos opreme in na koncu izbrali dizelski motor, zato da bo poraba manjša. V takem primeru boste za avtomobil zlahka odšteli 15, 16, 17 ali še več tisoč evrov in za tak znesek dobite tudi Yarisa hibrid. Ok, ne bo takšen, ker ima tale bogatejšo opremo in stane 18 tisočakov, ga pa dobite lahko že za dobrih 16 tisoč evrov. In s takšno ceno je tole daleč najcenejši hibrid na trgu, pa sploh ne edini v segmentu. Ne pozabite na hibridno Hondo Jazz, ki je za dobre 4 tisočake dražja. Seveda morate biti vsaj malo ekofrika, da boste izbrali takšnega hibridnega Yarisa. Zgolj zaradi ugodne porabe ga najbrž ne boste, ker potem lahko izberete dizelskega Yarisa, ki bo verjetno pil še malce manj. Sam sem se s tem hibridom vozil večinoma po cesti, ki je najslabše okolje za ta avtomobil, zato je poraba na koncu znesla 6,6 litra. Največjo prednost takšen Yaris pokaže ravno v mestu, kjer vam bo zlahka pil pod 6 litrov in bo pri majhnih hitrostih prav električno tih. Ravno nasprotno kot na avtocesti, kjer je preglasen, njegova daleč najbolj šibka točka pa je ta samodejni menjalnik, zaradi katerega se motor za vsako figo dere. Tukaj pod pokrovom se skriva 1,5 litrski bencinski motor, skupaj z elektromotorjem pa pridelata 74 kW oziroma 100 konjev. Manj od Aurisa ali Priusa, ampak je moči čisto dovolj. Najbolj fino pa je, da so baterije skrili kar pod zadnje sedeže, s čimer ne odžirajo uporabnega prostora. Ostalo, no, okolje je prav prijetno, moti me le, da smerniki ne znajo sami trikrat utripniti in se prav ne radi po zavoju izključijo. Včasih mi zmoti še zaviranje, kjer je kar težko biti natančen. Ta vmesnik, s katerim lahko preko telefona predvajamo glasbo, smo že pohvalili in je uporaben tudi tukaj. Čeprav je zaradi baterij težji od običajnega Yarisa, se tale pelje skoraj identično. V bistvu dokaj čvrsto. Torej, za koga je takšen Yaris? Za vse tiste, ki potrebujete bolje opremljenega malčka in ste zanj pripravljeni odšteti nekaj več denarja, in za vse tiste, ki vas razveseli majhen izpust CO2. Tale v okolje vsak kilometer izpusti samo 79 gramov ogljikovega dioksida, s čimer je v tem pogledu boljši od skoraj vseh avtomobilov. Ampak ne na avtocesti, tam je preglasen in porabi več.